revolucija, 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 revolucija. In kaj nam je ostalo? Vakcinacija, 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 vakcinacija. Gremo hitreje! Vakcinacija, 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 vakcinacja, 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 vakcinacja. Evo, združeni smo tukaj, še vedno prihajajo od zadaj ljudje, še vedno vas prosimo, če se lahko še malo v uno smer premaknete. Veliko nas je, hočemo, da se vidi tudi koliko nas je, hočemo, da se vidi, da nas je za en spontani ljudski referendum tukaj na ulici danes. Tako da prosim vas, stopite še malo v to smer proti Unionu, stopite še malo v smer proti Šiški ali pa tjale proti Bežigradu, se lahko tudi še malo premaknete, boste slišali vse. Zdaj pa, danes nam je v veliko veselje, da so z nami tudi, je z nami tudi vseh 5 centralnih sindikalnih central. In bi pozdravil in povabil k mikrofonu Lidijo Jerkič, Petra Majcna, Jakoba Počivalška, Evelin Vesnjak in pa Branimira Štrukla, da spregovorijo par besed. Pozdravljeni v imenu 5 sindikalnih central. Pozdravljeni v imenu Zveze svobodnih sindikatov Slovenije. Živeli! Tu smo, ker je treba glasno povedati, da pravic delavk in delavcev ne moremo več uveljavljati za pogajalskimi mizami. Oblast ne sliši, ko opozarjamo na dialog. Oblast sliši in vidi samo še sebe. V tej družbi se stališč več z nikomor ne preverja, ne usklajuje in ne upošteva. Napada se civilno družbo, javne institucije, vsakega, ki ima svoje mnenje, tudi sindikate. Sprejemajo se zakoni, ki bodo v korist samo elitam, povzročili pa bodo nepopravljivo škodo. Vlada bo slej ko prej, prej ko slej. Druga, škodo pa bo ostala in plačevali jo bomo vsi državljani. Hvala vam, ker nas slišite. Skupaj smo močnejši. Pozdrav v imenu Konfederacije sindikatov 90 Slovenije. Tipičen primer zakona, kjer socialni dialog ni zaželen in se je izrodil v farso, je zakon o demografskem skladu. Je vse kaj drugega kot to, kar bi moral biti. Namenjen je le za zbiranje državnih družb na enem mestu za lažje obvladovanje. In v njem so nastavki za razprodajo strateških družb, kot so Telekom, Pošta z Intereuropo, Luka Koper in tako naprej.
ekonomsko-socialnem svetu je prav, da o tem zakonu odloči ljudstvo na referendumu. Ne dovolimo ugrabitve naše gospodarske suverenosti. In za konec, dovolite mi kot Koprčanu, da po 5 letih obnovimo vzklik in geslo, ki naj velja tudi za vse ostale družbe, ampak je postal simbol pri nas. Luke ne damo, luke ne damo, luke ne damo, luke ne damo.